Gledate Gorenjska poročila na GIF TV. Lepo pozdravljeni na današnji novinarski konferenci, na kateri bomo spregovorili o vlogi in pomenu zaposlenih v javnem sektorju ter o prenovi plačnega sistema. Že v uvodnem videu ste videli 10 zelo različnih poklicev, ki so del slovenskega javnega sektorja. Pred dnevi smo praznovali 1. maj, praznik dela in delavcev, zato bomo v nadaljevanju novinarske konference predstavili, zakaj je javni sektor hrbtenica delovanja naše družbe in zakaj je bila potrebna prenova plačnega sistema. Z nami so minister za javno upravo Franc Props, minister za finance Klemen Boštjančič in generalni direktor direktorata za javni sektor na Ministrstvu za javno upravo Peter Pogačar, ki vam bodo tudi predstavili nekatere statistične podatke o javnem sektorju, na voljo pa bodo tudi za novinarska vprašanja. Prvi ima besedo minister za javno upravo, izvolite. Spoštovani, lep pozdrav vsem in hvala lepa za besedo. Dovolite mi, da se najprej navežem na uvodne misli. Pogosto poslušamo primerjave med javnim in zasebnim sektorjem, a te pogosto niso ustrezne. Dejstvo je, da sta oba sektorja za delovanje in napredek družbe izjemno pomembna. Dejstvo je tudi, da drug brez drugega ne moreta. Prepričan sem, da zaposleni v obeh sektorjih svoje delo opravljajo odgovorno, predano in strokovno. In prav zaradi tega lahko država deluje na vseh področjih. Zato se velja vprašati, zakaj brez dobro delujočega javnega sektorja ni dobro delujoče države, zakaj je javni sektor za družbo tako zelo pomemben. Ker je javni sektor servis za ljudi, za vse državljanke in državljane, ne glede na to, kje smo zaposleni, koliko smo stari ali kakšen je naš socialni položaj, vsi potrebujemo javne storitve. Ob tem se pogosto pozablja, da javni sektor niso zgolj uradniki v upravnih organih, največji del zaposlenih predstavljajo vzgojiteljice, učitelji, profesori, zdravstveni delavci, socialni delavci, znanstveniki, kulturniki, knjižničari, pa tudi policisti, vojaki in gasilci in številni drugi. Ljudje, ki vsakodnevno opravljajo delo, brez katerega se težko predstavljamo normalno življenje družbe, so to. Zato ni pošteno trditi, da zaposleni v javnem sektorju ne delajo nič. Če bi bilo to res, bi to občutili vsi. Hitro in zelo konkretno. Iz lastnih izkušenj lahko povem, da velika večina zaposlenih svoje delo opravlja zavzeto z visoko stopnjo odgovornosti. In to se pozna na vseh ravneh delovanja sistema. Tudi podatki, ki jih bo kasneje predstavil generalni direktor Peter Pogačar, potrjujejo, da Slovenija po številu zaposlenih v javnem sektorju v primerjavi z evropskim povprečjem ne izstopa. Nasprotno, številne dejavnosti, ki so pri nas še vedno del javnega sektorja, so v drugih državah že prešle v zasebni sektor. Zato stereotipi o razbohotenem javnem sektorju ne držijo. Poleg tega so družbeni okviri hitro spreminjajo. Demografske spremembe, staranje prebivalstva, digitalizacija in večje potrebe ljudi zahtevajo prilagoditve tudi v javnem sektorju. Tako kot v gospodarstvu se tudi v javnem sektorju soočamo s pomanjkanjem kadra in vprašanjem, kako zadržati dobre sodelavce ter pritegniti mlade, ki imajo drugačna pričakovanja kot generacije pred njimi. Če želimo imeti kakovosten javni sektor, ki bo zagotavljal storitve na ravni, ki jo ljudje pričakujejo, je bila prenova nujna. Prenovljen plačni sistem je že vpeljan. Konec aprila pa je bil sprejet tudi nov zakon o prenovi uslužbenskega sistema, ki prinaša pomembne spremembe na področju kariernega razvoja, ocenjevanja uspešnosti in kadrovske urejenosti. Zavedamo se, da vseh ne bo mogoče zadovoljiti, a če ne bi ukrepali, bi se težave le še poglabljale. Plačna masa bi rasla, kakovost storitev pa ne. Zaposleni pa bi bili z razmerami vse manj zadovoljni. Zato se je vlada odločila, da sprejme odgovornost za prenovo sistema. Po dolgih letih parcialnih rešitev je v sodelovanju s sindikati pristopila k celoviti prenovi in dosegla dogovor, ki predstavlja pomemben korak naprej. Z doseženim dogovorom smo začrtali temelje sistema, ki bo dolgoročno bolj pregleden, pravičen in vzdržen. Na tem mestu predajam besedo kolegu ministru Klemenu Boštjančiču, ki je vodil pogajalsko vladno skupino in bo podrobneje predstavil vsebine dogovora ter ključne poudarke prenove. Hvala. Lepo pozdravljeni. Veseli me, da bomo danes naredili ta celovit pregled tega, kar javni sektor je in kaj smo naredili na področju plačnega sistema oziroma plačno reformo. Zdi se mi to zelo pomembno, ker vidim, da je veliko nerazumevanja
posploševanja in predvsem minimaliziranja dela, ki smo ga upravili, ne samo na vladni strani, ampak tudi na sindikalni. In to tudi s strani tistih, ki o sprejetem paketu ne vedo prav veliko, pa pri tem sem prijazen. Zato še enkrat, plačna reforma niso kozmetični popravki, ampak je prava reforma, ki je bila nujna za ureditev plačnih razmerij, večjo povezanost plač z učinkovitostjo in odgovornostjo pri delu, za lažje privabljanje mladih in ljudi z vodstvenimi izkušnjami, predvsem pa za blažitev nezadovoljstva, ki se je kopičilo skozi teh 15 let, ko se sistem ni celovito spremenjal. Slišimo, da nihče ni več pod minimalno plačo, ne pomeni kaj dosti, kar lahko izreče seveda samo nekdo, ki ne razume, da je plača osnova za obračun vsega ostalega, torej dodatkov. 27 000 javnih uslužbencev je prej prejemalo osnovno plačo nižjo od minimalne. Tega zdaj ni več. Vsi dodatki so po novem obračunani od te višje osnove. Napredovanja, ki jih je zaposleni dosegel v preteklosti, pa imajo po novem finančni učinek, saj so se prenesla in upoštevala pri uvrstitvi v nove plačne razrede, medtem ko je bilo po starem sistemu vseeno, koliko napredovanj so imeli. Pomembno je tudi, da se bo minimalna plača v nadaljevanju usklajevala tudi z inflacijo. Prenavljamo tudi sistem napredovanja in nagrajevanja, pri čemer mora biti nagrajevanje bolj povezano z rezultati dela. Sam sem seveda velik zagovornik tega. Prenova namreč še ni zaključena, s socialnimi partnerji zdaj nadaljujemo pogajanja o variabilnem delu plače oziroma nagrajevanju javnih uslužbencev. Sicer pa je prenova plačnega sistema rezultat dolgotrajnih, zahtevnih in vsebinsko poglobljenih, tudi napornih pogajanj med vlado in predstavniki sindikatov javnega sektorja. Vsa najpomembnejša izhodišča, vključno s cilji reforme in konkretizacijo rešitev, so bila usklajena v dialogu s socialnimi partnerji, dogovor pa je podpisala večina sindikatov. Osnovni namen reforme je bil zagotoviti bolj pravičen, pregleden in stabilen plačni sistem v javnem sektorju, ki pa bo seveda tudi javnofinančno vzdržen. Zato je reči, da smo zgolj dvignili plače, pa še to ne dovolj, najmanj podcenjujoče do vseh sodelujočih. To, kar je bilo tudi že javno izrečeno, da so z reformo najbolj prizadeti ravno najslabše plačani javni uslužbenci, pa je naravnost absurdno. Ravno nasprotno, prav tem zaposlenim, katerih plača sodi v spodnjo tretjino plačne lestvice, je bila v okviru pogajanja namenjena največja pozornost. Razlika bo v celoti najprej izplačana ravno tistim, ki so uvrščeni v najnižje plačne razredi. Prvi dvig je bil izveden v višini 100 evrov, bruto in zdaj sledijo ostali, prvi naslednji jeseni. Govoriti o tem, da je kdo po uvedbi plačne reforme dobil nižjo osnovno plačo kot pred reformo, pa je neresnica. Delodajalci imajo v novem sistemu tudi več možnosti za upravljanje s plačami zaposlenih in pri odločanju o višini plače zaposlenega, kar je bila ena glavnih kritik prejšnjega sistema, torej da sami delodajalci nimajo veliko možnosti vplivati na plače zaposlenih. Doslej teh možnosti v praksi v resnici še niso uporabljali veliko. Posamezna resorna ministrstva so javnim zavodom ali pa jim še bodo dala pojasnila glede njihove uporabe. Med možnostmi je tudi spregled izobrazbe, možnost uvrščanja v višje plačne razrede in poimenovano pospešeno napredovanje. Z večjo možnostjo, da delodajalci v večji meri vplivajo na plače zaposlenih, pa seveda pride tudi večja odgovornost delodajalcev za plače svojih zaposlenih. Upamo, da bodo to odgovornost tudi pripravljeni sprejeti. In za konec mi dovolite še tale komentar in prikaz, ko se rado pavšalno vpleta z potratnostjo javnega sektorja. Tale prikaz jasno pove, kam in zakaj gre večina proračunskega denarja. In kot lahko vidite, javni sektor ni nikakršen zažiralec javne blagajne in tisti, ki tako lahkotno opletajo s primerjavami o razbohotenem javnem sektorju, neučinkovitostjo in še čem, bi rad dejal, da se premalo zavedamo, da vsi mi potrebujemo javni sektor, javne storitve, brez tega ni države,
In ja, tudi to priznam, še veliko se da narediti na učinkovitosti in kakovosti javnih storitev in tudi zato smo se lotili te reforme in jo tudi izpeljali. Hvala lepa. Še nekaj statističnih podatkov pa bo predstavil Peter Pogačar. Imajo pred sabo novinarke in novinarji in pa tudi na grafiki bodo zraven. Izvolite. Lepo pozdravljeni. Bom nadaljeval tam, kjer je minister Boštjančič zaključil. Seveda javni sektor ima ključno družbeno vlogo in javni sektor je tisti, ki zagotavlja storitve, ki jih prebivalci potrebujemo vsak dan. In v nekaterih dejavnostih jih mora zagotavljati in tudi dejansko jih zagotavlja 24 ur na dan, 7 dni v letu. Kar vidimo v tej tabeli, je, da je skoraj 80% vseh zaposlenih v javnem sektorju, zaposlenih v dejavnostih, ki izvajajo neposredne storitve za prebivalce. Tukaj gre predvsem zaposlene v javnih zavodih. Se pravi, na samih ministrstvih, organih, v sestavih, občinih in tako naprej je zaposlenih vsega skupaj manj kot 20% celotnega javnega sektorja. To se mi zdi, da je včasih spregledano. Če lahko naslednji slajd, ko pa pogledamo te zaposlene v javnih zavodih, pogledajte, vzgoja in izobraževanje in šport, 75,000 zaposlenih, zdravstvo, socialno varstvo, se pravi kultura in raziskovalna dejavnost, ampak največji del, več kot še enkrat ponavljam, 80% zaposlenih je tistih javnih uslužbencev, ki vsakodnevno neposredno izvajajo storitve za prebivalce te države. Zdi se mi zelo pomemben še tale graf, ki ni, naš je narejen s strani Eurostata in preračunal Urada za makroekonomske analize in razvoj. Pri tem seveda je potrebno opozoriti, da vedno, ko primerjamo delež zaposlenosti v dejavnosti javnih storitev, je potrebno tudi seveda upoštevati, katere javne storitve, ker javne storitve ima vsaka država. Razlikujejo se samo po tem, ali jih izvaja javni sektor ali zasebni sektor. Ampak tukaj, če pogledamo o tem, če citiram, navedbah razbohotenem javnem sektorju, vidimo, da smo nekje v spodnji tretjini evropskih držav, potem koliko zaposlenih imamo v dejavnostih javnih storitev. In še nekaj, kar je zanimivo. Poglejte, če boste pogledali, katere države prednačijo, se pravi, so to skandinavske države, bolj razvite države, bolj kot je razvita država, boljša kvaliteta življenja kot je, več imajo zaposlenih v javnem sektorju. Ko primerjamo, se nam zdi primerno pokazati še eno anketo, ki je bila narejena v 10 državah OECD-ja in sicer glede zadovoljstva prebivalcev z upravnimi storitvami. In kar je zanimivo, je ob vsem tem, kar slišimo pritožbe čez upravne storitve, to so upravne storitve, poudarjam, ne javne storitve, upravne storitve, je v Sloveniji zadovoljnih s temi storitvami skoraj 70% vseh anketiranih. To nas uvršča v zgornjo polovico anketiranih držav, kot bomo videli. Ko pa smo v tej anketi še podrobne analizirali, naslednji slajd, prosim. Ko smo podrobno, pogledajte, tukaj vidite, delež zadovoljstva v Sloveniji, mislim, da samo 2 državi, Estonija in Finska, pa recimo še Irska, oziroma Latvija, imajo višji odstotek tistih, ki so zadovoljni z upravnimi storitvami, anketirani so bili pa tisti, ki so jih izvedli v zadnjih 12 mesecih. In kar je zanimivo, tudi v povezavi z naslednjim slajdom bomo videli, največje zadovoljstvo za upravnimi storitvami je v tistih državah, kjer so šli naprej z digitalizacijo upravnih storitev. In tudi pri nas, če pogledate, stopnja zadovoljstva, kako je narejena, se pravi vozniško dovoljenje, identifikacijski dokument, dohodninska napoved, finančna uprava Republike Slovenije. Ljudje so bolj zadovoljni tam, kjer so storitve v večji meri digitalizirane. In to je neka morda tudi pot naprej. Morda, če lahko zaključim, ravno ta pot naprej. Še enkrat, kar želimo povedati. Javni sektor seveda ni sam sebi namen. Javni sektor izvaja javne storitve, ki so odvisne od tega, kaj družba v tistem trenutku potrebuje. Vedno se odziva na potrebe prebivalstva.
Te razmere pa se seveda spreminjajo. Zato se moramo, vsaka odgovorna država se mora vedno spraševati, kakšen javni sektor bo potrebovala v prihodnosti. Ne? To je tisto ključno vprašanje. Kaj pa bo zaznamovalo? Ne? Dejstvo je, da so potrebe po javnih storitvah do neke mere vedno predvidljive, za razliko od zasebnega sektorja, kjer so konjunkturna nihanja. Ampak seveda, ker je razvoj družbe predvidljiv. Ampak ključni družbeni dejavniki, ki bodo zaznamovali prihodnost javnega sektorja, so demografske spremembe, digitalizacija in umetna inteligenca, novi poklici, nove oblike dela in seveda krizne in podnebne spremembe. Kako bo vplivala demografija in že vpliva v bistvu? Seveda staranje prebivalstva. Staranje prebivalstva povečuje potrebe po določenih vrstah storitve, ne? Se pravi, tudi za prihodnje moramo z vidika demografije se vprašati, katere storitve bomo potrebovali v naši družbi, koliko zaposlenih bomo potrebovali za izvajanje teh storitev, naprimer na področju zdravstva in socialnega varstva, ne? In glede na demografijo in pomanjkanje kadra, kako bomo te ljudi zagotovili. In plačna reforma je eden izmed prvih korakov v tej smeri, kako bomo v prihodnje sploh zagotovili zadosti ljudi, da bodo odgovorili na povečane potrebe po storitvah v tem. Seveda, drug družbeni dejavnik, zelo pomemben, ne, je digitalizacija in umetna inteligenca. Ne. Določena delovna mesta tudi v javnem sektorju bodo v bistvu postopoma odpadla oziroma postala odvečna, kar bo za nas priložnost, da bomo kadre lahko preusmerili na tista področja, kjer pa se kaže vedno večja potreba po javnih storitvah. In zlasti je tukaj pomembno, da na to, kar sem opozoril, na te družbene dejavnike, na to predvidevanje razvoja potreb po javnih storitvah, pravočasno država odgovori s kadrovskim in tudi plačnim načrtovanjem, ker samo tako bomo lahko pač zagotovili kakovostne, učinkovite, predvsem pa dostopne javne storitve za vse prebivalce. Hvala.